Pozdravljeni. Danes je na vrsti 48. letošnji komentar novic in zopet si bomo ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Čeprav se je sezona 2023, kar se tiče svetovnega prvenstva Formule 1, zaključila v raznih virih, naletimo še zmeraj na obilico zanimivih novic, katere po mojem osebnem vedenju potrebujejo dodatni komentar. In tudi tokrat se bomo ustavili pri 4 različnih temah in kot običajno vse bližnjice do citiranih člankov so navedene v opisu, ukolikor bi vas zanimalo prebrati, kaj piše v izvirniku. A da ne bomo predolgi, je najbolje, da se lotimo prve današnje teme. Ko v svetu Formule 1 govorimo o energetskih pijačah, verjetno vsi mi, navdušenci, najprej pomislimo na to. Seveda, znamka, ki je postala sinonim, ampak to še ne pomeni, da v cirkusu Formule 1 je edini predstavnik te kategorije. In verjetno marsikdo izmed vas se zaveda, da na primer pri tovarniški ekipi Mercedes so imeli dolgoletnega pokrovitelja Monster. Seveda ne gre za velikega pokrovitelja, na barvni shemi ne vidimo njihovih napisov, prisotni so na zaščitnih oblačilih in čeladah voznikov. A to do konca sezone 2023. Namreč z novim letom bodo menjali ekipo. Prišli bodo k McLarenu. In to nam potrjuje tudi objava, seveda na družbenem omrežju X, prejšnjem Twitterju, iz same strani ekipe iz Wokinga. A poraja se kar nekaj zanimivih vprašanj. Namreč, če k McLarenu pride Monster, kam bo odšla Coca-Cola, ki je po mojem videnju izjemno zanimiv pokrovitelj, ki pa je bil na McLarenu izjemno malo zastopan. Verjetno se marsikdo sedaj sprašuje, zakaj je Monster odšel iz Mercedesa k McLarenu. Verjetno za isti denar bodo dobili večjo vidljivost ali pa se je zmanjšal njihov proračun, ki ga lahko namenijo svetu Formule 1. Po 14 letih seveda pride tudi trenutek, ko je treba narediti neko menjavo. In podobno se je zgodilo pravzaprav v letošnji sezoni, ko je pokrovitelj Gulf iz McLarena prestopil k Williamsu. V svetu Formule 1 ni prvič, da se nek stalni pokrovitelj premisli in zamenja ekipo. Dogajalo se je z tobačnimi pokrovitelji in seveda še marsikom drugim. A zanimivo bo videti, kje se bodo v naslednji sezoni pojavili napisi in kako veliki bojo. Mi pa sedaj je bolje, da si pogledamo našo drugo današnjo temo. Po zadnji dirki svetovnega prvenstva Formule 1 so v Abu Dhabiju opravili še tisto zimsko testiranje oziroma testiranje pnevmatik po sezoni, ki ga pripravlja Pirelli. O tem ste lahko brali v mnogih virih, sam navajam 2 članka, tistega, ki je bil objavljen na spletni strani Formule 1 f1.com in na italijanski verziji spletnega portala motosport.com. Oba sta bila objavljena 28. novembra. In verjamem, da mnoge izmed vas rezultati takih testiranj na prvi pogled v bistvu ne zanimajo. Namreč skupaj so bili tisti uradni vozniki in novinci, ki smo jih videli že, na primer, na prostem treningu zadnje dirke letošnje sezone. Ta trening konec koncev nam ne
pove nič, to testiranje na prvi pogled ne prinaša nič novega. Ekipe so uporabljale tiste bolide, ki so pravzaprav že odpeljali zadnjo dirko, kar se tiče tiste najvišje konkurence v svoji življenjski dobi. A verjetno sedaj se marsikdo sprašuje, čemu je smisel takšnega testiranja. Na vašem ekranu sedaj je tabela z rezultati, ukolikor ste preskočili vse dogajanje, ki je bilo na progi v Yas Marini. Najhitrejši je bil Esteban Ocon, za njim Pato O'Ward in tretji Frederik Vesti. A to ni toliko pomembno kot primerjava časov med tistim, kar je pokazal Ocon s pnevmatiko C5 in onim, kar smo videli na kvalifikacijah, kjer je bil Max Verstappen prav tako s pnevmatiko C5 najhitrejši. Razlika med enim in drugim časom je približno zaokroženo sekunda. In seveda sekunda v prid Maxu, času, ki smo ga videli na kvalifikacijah. Torej že to postavi celotno testiranje v prav posebno luč. In verjamem, da marsikomu tej podatki povedo samo to, da takšno testiranje nima prav nobenega pomena. Najprej je treba poudariti, da je Pirelli sem pripeljal pnevmatike mešanic C1, C2, C3, C4, C5, seveda tiste za vlažno progo in one za mokro. In kar se tiče podatkov, ki so veljali na sami dirki, so ostali isti tudi tokrat. A treba je povedati, da manjka nam ona mešanica C0, ki bi bila lahko, odvisno od okusov, imenovana Božičkova ali mešanica Dedka Mraza. Namreč vsi mi vemo, da obstaja, a na žalost nihče je ne videl in v naslednji sezoni jo ne bo več. Ampak ostaja odprto vprašanje, zakaj potemtakem prirejati testiranje. Pirelli rabi določeno število kilometrov, da potrdi, ukolikor razvoj mešanic je šel v pravo smer ali ne. Ampak po drugi strani tudi ekipe rabijo takšno testiranje, ampak ne za razvoj samih bolidov, temveč zaradi kalibracije samih simulatorjev. Mladi vozniki, ki so prisotni na progi, bodo seveda pridobivali izkušnje, ampak tudi ekipe bodo pridobile podatke. Prvič, kolikšna je razlika med mladim voznikom in onim, ki ga imajo v sami ekipi, in drugič, kakšna bo razlika med pravo vožnjo na progi in onim, kar se doseže v simulatorju. Simulator mora posnemati resničnost in zato je potrebno določene podatke vnesti. In pravzaprav to je po mojem videnju bila glavna vloga tega testiranja, kjer praktično tej razvojni vozniki, tej mladeniči, ki šele prihajajo v Formulo 1, so dobili priložnost in drugič, ekipe so lahko primerjale, kako dober je simulator in kakšen zaostanek oziroma razvoj so naredili mlajši vozniki. Toliko o tem, pojdimo k naši tretji današnji temi. Predsednik FIE Ben Sulayem je ponovno na tnalu. In zanimivo je, da na dan prihajajo njegove izjave, o katerih se je že govorilo in ki so stare leta. V časopisu Independent smo lahko 28. novembra 2023 zasledili kritiko glede njegove izjave po finalu sezone 2021, ko še ni bil predsednik FIE. In obtožuje se ga seksizma, obtožuje se ga promoviranja patriarhalnih idej in še bi lahko naštevali. Zakaj pravzaprav gre? Ben Sulayem na svojem osebnem blogu napisal stavek, ki se marsikateremu zdi sporen. In verjamem, danes smo v družbi,
ki je ekstremno politično korektna in nekateri kot da bi iskali izjave v preteklosti samo zato, da posameznika očrnijo. In verjetno marsikoga izmed vas sedaj zanima, pa kaj je takega Ben Sulejm dejal, da ga še danes, leta potem, ko jih je zapisal, nekako kličejo na odgovornost. Ben Sulejm je dejal, prevajam in skušam biti čim bližje samemu izvirniku, da nima rad žensk, ki mislijo, da so pametnejše od moških in na koncu nimajo prav. In seveda tu z Ben Sulejmom se sam ne strinjam. Namreč meni ni všeč nihče, ki se dela pametnejši od tistega, kar v resnici je. Naj bo to moški, ženska, neuvrščen ali kdorkoli preostali. Zanimivo je, da Ben Sulejm je izrazil svoje videnje, ampak to, ker nekomu ni bilo všeč, je sedaj sporno. Verjamem, da vsakdo izmed nas ima pravico povedati svoje mnenje, ampak sedaj se je treba vprašati, kaj pravzaprav je s tem mislil predsednik FIE. Stavek je izvzet iz nekega konteksta. Mogoče je bila situacija takšna, da je nekdo, pa nas ne briga spol tega osebka, povedal nekaj, kar v bistvu je bilo skregano z realnostjo. In dobro veste, vsi tisti, ki sledite mojim prispevkom, da imam sam rad argumentacijo, da nekdo svoje trditve potrdi. Mnenja so mnenja, vsi jih imamo in lahko so takšna ali drugačna. Ampak trditi, da so mnenja absolutna resnica, je mogoče res neumnost. In seveda v tem primeru nočem ne braniti, ne obsojati nikogar, ampak vseeno spuščati se na take izjave, pravzaprav se mi zdi neumestno. In zopet področje politične korektnosti. Pojdimo k našem četrtem in zadnjem današnjem sklopu. Po poročanju spletnega portala GP Blog se Ilmor vrača v svet Formule 1. To smo prebrali lahko v članku, ki je bil objavljen 28. novembra. In verjetno marsikdo izmed nas, navdušencev, je takoj povezal ime Ilmor, seveda z Mercedesom. A Ilmor seveda ima bistveno bolj razgibano, bolj bogato zgodovino, nastali so leta 1983. Seveda ustanovitelja Mario Iljen in Paul Morgan. Začela sta seveda z dobavo motorjev za takratno serijo kart. In tam sta bila najprej tista, ki sta sestavila motorje enote Chevrolet. A ko se je Mercedes odločil, da bo vstopil v Formulo 1, je izbral tistega partnerja, s katerim je že sodeloval v ameriških serijah. In to je bil Ilmor. Težava je bila v tem, da na začetku tega tisočletja je Paul Morgan tragično umrl v letalski nesreči. In to je pomenilo, da njegovi dediči so enostavno prodali delnice komu drugemu kot Mercedesu, ki je Marija Iljena nekako iztisnil iz takratnega Ilmorja. Njegovi motori so še nosili ime Ilmor, seveda nekaj sezon, tu je tisti zadnji McLaren z motorjem Ilmor Mercedes in Kimijem Raikkonenom, ampak danes je ta struktura znana kot Mercedes Powertrain s sedežem v Brixworthu. A seveda pri Mercedesu so Mariju Iljenu dovolili uporabiti tisto znamko Ilmor, ki se je pojavljala, in danes poznamo novi Ilmor, ki sodeluje s Chevroletem
pri nastanku motorjev za današnjo serijo IndyCar. Če govorimo o Chevroletu, seveda je jasno vsakomur izmed nas, da govorimo o General Motorsu. In General Motors si želi s Cadillacom prihoda v Formulo 1. Torej, ta navezava je še kako zanimiva, nič čudnega, je logična poteza, ampak videli bomo, koliko bo uspešna. Res pri General Motorsu nimajo kapacitet, da bi nekako iz nič začeli projekt praktično novega pogonskega sklopa. A vprašanje je, Mario Iljen ima te sposobnosti. Iz sveta Formule 1 je bil nekako odslovljen že kar nekaj desetletij nazaj in pravzaprav od takrat do danes so se zadeve spremenile. Vsekakor, ukolikor si želi General Motors oziroma Cadillac prihoda v Formulo 1, je pametno, da se poveže z nekom, ki ima izkušnje. In današnji Ilmor jih ima zagotovo več kot oni sami. Tako, prišli smo tudi danes do konca našega komentarja novic. Do konca leta nas čakajo še 4. Torej, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.